Lepo pozdravljeni v novi 22. epizodi podcasta Poslušam se. Z vami Polona, specialna pedagoginja s 15-letnimi izkušnjami. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer gostim strokovnjakinje z področja vzgoje in izobraževanja. Nekaj tem pa namenim tudi področju osebnostne rasti. Kot je zelo lepo ubesedila moja današnja gostja, ni spoštljive, sočutne, empatične vzgoje brez osebnostne rasti staršev. Če so vam epizode všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate na platformi, kjer podcast poslušate. Zelo vesela sem tudi vaših mnenj, delitve. Če podcast epizodo delite, me prosim tudi označite, da se vam lahko zahvalim. V današnji epizodi gostim strokovnjakinjo Manco Sever Žumer. Manca je po izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok in magistra zakonskih in družinskih študij, smer terapija. Tema osebnostne rasti žensk je tako pritegnila, da je tej temi namenila tudi svoje magistrsko delo. Omenila ga tudi v podcast epizodi, res odlično delo. Priporočam v pregled. Manca pa je tudi rekla, da razmišlja o tem, da bi iz tega naredila priročnik. Jaz se že veselim. Manca svoje poslanstvo in znanja predaja preko tečajev masaž dojenčka, povezovalnih delavnic za otroke in starše. Na vseh teh delavnicah, tečajev masaž, igralno-masažnih uricah, pa se starši dotika tudi tem empatičnega starševstva, tem odnosov med partnerjema, odnosov s starimi starši, kvalitetnih igrač in podobnih. Spremljate pa jo lahko preko portala njene spletne strani Intuitera, vzgoja iz srca, kjer izveste več informacij. Najdete pa jo tudi na Instagram in Facebook profilu Intuitera. Sedaj vas pa vabim tudi k poslušanju najinega pogovora, teme osebnostna rast žensk oziroma tudi malo se dotaknemo moških skozi materinstvo oziroma starševstvo. Lepo pozdravljena, Manca, moja današnja gostja. Živjo. Že več gosti me je tebe priporočil, pa mislim, tako res sem vesela, da si se odzvala v vabilo. Ja, lepo pozdravljena, Polona, pa tudi ostali, ki poslušajo. Jaz bi se ti tudi najprej res zahvalila, da si me povabila, pa sem kar počaščena, res, to je moj prvi podcast, tako da sem tudi počaščena, ker si rekla, da me je kdo priporočil, sem kar tako, wow, lepo. Hvala. Mislim, vem, da bi s tabo lahko odprla veliko tem, vezanih na starševstvo, na masaže, na pomembnost dotika. Mama pa danes tudi zelo pomembno temo, pa zelo zanimiva, kakor sem jaz iskala prav veliko izrecno napisanega ali pa tudi veliko YouTube videov, tudi v angleščini, jaz še nisem prav zelo veliko najdla na to temo. Ok, zdaj pa kaj je tema? Osebnostna rast skozi materinstvo. Ti si pa napisala leta 2021, no, jaz bom rekla tako, začela vrati ledino glede te teme pri nas. Pa mogoče je malo osebno vprašanje, oziroma se mi je porodil. Kako pa to, da si izbrala to temo? Kako? Zakaj? Hvala. Zakaj sem izbrala jaz to temo? Jaz sem že kot vzgojiteljica, pa takrat še nisem imela otrok, ker sem pač po osnovni izobrazbi vzgojiteljica, sem se pač veliko izobraževala na temo vzgoje. In že nekako takrat med delom v vrtcu, pa med delom s starši, se mi je zdelo tako, da mora biti nekaj več od tega, da govorimo samo o vzgoji in o temu, kako ne vzgajamo in kako ne sočutno vzgajamo, ker v bistvu je vzadej celoten, ti se lahko nekaj naučiš iz knjig ali pa v bistvu lahko nekaj prebereš, ampak hkrati, da ti to lahko dejansko spraviš v samo prakso, moraš v bistvu pač ni sočutne vzgoje ali rahločutne vzgoje, spoštljive vzgoje, kakršnekoli vzgoje brez osebnostne rasti starša. Ali je to mama ali je to oče. Potem me je pa v bistvu, jaz sem pač takrat v vrtcu nehala delati, ker so me začele bolj prav poglobljeno te teme oklicati. In sem se v bistvu takrat potem upisala na magistrski študij zakonskih in družinskih študij. In v bistvu tudi tekom tega časa sem pa postala mama. Ko sem se upisala, jaz sem se v tistem poletju, to je bilo resno tako noro poletje 2016, ko sem pustila službo, ki bi bila za nedoločen čas. Poročila sem se, zanosila, pa upisala sem se na faks v roku 3 mesecev, tako da to je bilo kar tako. In v bistvu
takrat sem že jaz pač na faksu kot nosečka začela te teme raziskovati. Nosečnost me je zanimala. Tako jaz sem se predstavljala, da bom res ena ta srečna, sijoča, vesela nosečka. Tako cel življenje sem v bistvu nekako čakala na to, da bom enkrat noseča. In tako, potem sem se mi pa pač začela določena občutja prebujati, ki pa niso bila zame najlažja. In potem sem se tudi ob pogovoru recimo s prijateljicami, znankami, sem videla, da je lahko ali ti malo na to stran obrne, da se ti marsikaj tu težga prebudi, ali pa na drugi strani v bistvu res, da gre ful v pozitivo. Zelo različno v bistvu ženske se odzivamo na to spremembo, kar najbolj je tudi povezan s samimi hormonskimi spremembami. Tako da v bistvu že takrat sem jaz začela to področje raziskovati in pač, ker sem že takrat zelo veliko tudi delala sama na sebi, sem tudi takrat hodila na terapijo in v bistvu se pripravljala pač na samo starševstvo, na porod in tako naprej. Sem pač nekako tudi tak človek sem, da zmeraj grem potem v stvari noter. Se pravi, zdaj jaz to čutim, ne vem, recimo težko mi je, sem v stiski, strah me je, ne vem, recimo, kakšna mama bom ali pa da ne bom dobra mama. Zdaj ni zadosti, da jaz sam rečem, ne, se bo vse v redu. Moram tudi malo v to noter pokukati. Ko malo v te stvari pokukam, seveda ni treba se tukaj v tem pol razmesariti, bom rekla temu, ampak v bistvu lahko jaz to potem predelam in dejansko pač en del odložim in grem potem te korake naprej. Tako da jaz bi rekla, da se je dejansko že takrat to začel, ta tema pri meni. Potem pa v bistvu, ko sem se mogla odločiti, kaj bi za magistrsko nalogo si izbrala, me je pač ta tema zelo vlekla, ker zelo pogrešam v tem svetu vzgojenemu, rečemo temu, pa tudi terapevtskemu svetu mogoče. Zelo veliko, sploh recimo, mogoče v mojem študiju, zelo veliko je govora o tem, kakšne vplive ima pač starševstvo na otroke in pač travme pri starših in vzorci in celoten sistem. Zelo veliko je govora o tem. Na drugi strani sem pa zelo pogrešala v bistvu to, da bi se več govorilo tudi o teh vidikih, da se v bistvu čez to da iti, ker sem opažala tudi znotraj svojega kroga, da v bistvu nas je zelo veliko žen, pa zelo veliko mam, ki smo pripravljene kar delati. In pri teh ženskah, vključno z mamo, sem videla, da v bistvu deluje precej destruktivno, da poslušamo samo o tem, kaj vse vpliva na otroka ali kako delaj. Ne tudi recimo, kako naj bi delal, potem pa hkrati tvoje telo, tvoji vzorci, tvoje navade, konec koncev, da so močno zakorenjene, pa v bistvu ne znaš pol drugače. In tukaj se hitro pol zatakne, ker v bistvu to se mora cel sistem znotraj tebe spremeniti dejansko, kar pride z leti. In sem zelo pogrešala malo več tega vidika, da bi se poudarjali, da v bistvu se da skozi te stvari prideti in še več, da v bistvu lahko prideš mnogo močnejši. In potem tudi nekako, ko sem sama postala mama in sem bila pač v stiku tudi z drugimi mamami, sem pa opazila, da tudi pri tistih ženskah, ki se prej niso toliko zelo ukvarjale z osebnostno rastjo ali pa, da v bistvu se nekaj v njih premakne. In meni se zdi to nekaj tako čudovitega. Pa tukaj ne izvzemam očetov, ker so tudi očetje tukaj, v tem sem pač, jaz sem se res bolj z ženskami ukvarjala. Meni se zdi to tako nekaj čudovitega in to toliko nekaj v bistvu dragocenega, da je čist preveč, mislim, prav krivično je, da v bistvu temu ne govorimo več. In tukaj lahko gledamo v različnih, od kariere, koliko žensk v bistvu naredi korak nazaj, ker se bolj recimo vidijo, jaz sem pač cel življenje delala za uspeh, zdaj pa vidim, da v bistvu sploh ne vidim več smisla v tem, recimo, toliko velikega, kot sem ga prej, ko dobi svojega otroka. Potem, da jim recimo v odnosu s starimi starši, ko so mogoče določene stvari, ki so prej jih sploh niso motile ali pa so mogoče bili tako, sej bom že požrl, pa bom tih, ker v bistvu si se lahko pač umaknil. In potem, ko dobiš ti svojega otroka, pa pač ne moreš biti več tih, ker se prebudi ta res močen zaščitniški instinkt, zelo pogosto ženske mame, da pač zavaruje, da zaščiti otroka. In se mogoče prvič zgodi, da ženska upa svojim staršem ali pa ne vem, mogoče svoji tašči postaviti mejo. Ali pa mogoče prvič se zgodi, da mogoče ženska začne reče partnerju izraz, poglej, jaz pa želim, da ti razrešiš svojo mamo, ker se preveč vtika v vzgojo najinega otroka. In v bistvu z tega, druga tema, ki je bilo še uvajanje v vrtec, to je še eno področje, ki me je zelo
pritegne in mislim, da tle pač v Sloveniji treba res še veliko na temu področju narediti, ampak nekako sem se pol vseeno v to osebnostno rast žensk, z izkušnjo materinstva, v to sem se potem bolj vrgla in mi res ni žal, no, ker mi je v bistvu ogromno dala pač in raziskava, ki sem jo naredila ženskam in v bistvu sama teorija, ki sem jo predelala. Ja, mislim, priporočam, jaz sem jo preletela, bom rekla, no, in mi je bila res tako, wow, ful zanimiva, ful enih. Se mi zdi, da sem se tudi v fulnih stvarih najdla noter in mogoče si in s pisanjem in sem z raziskavami še potrdila, tako, ja, res tako zanimiv ful. Jaz to vsakič, ko jo vzamem v roke, pa jo malo začnem prebirati, tako me kar malo strese v smislu, ojoj, mislim, to zame to dragoceno spet brati. Še mentorca mi je rekla na faksu, rekla, joj, ki je bila glih noseča, preden sem magistrirala, oziroma bila je v bistvu dosti tik pred porodom, pa rekla, to bom pa jaz tudi vzela še v roke. Tako da sem je tudi mogoče moja želja enkrat to v eno tako malo bolj berljivo obliko, krajšo obliko tudi za starše oziroma za mame, da bi pač lahko to tudi si prebrali. Pa tudi konec koncev za strokovnjake, ker jaz mislim, da pač o teh stvarih bi mogli vedeti vsi, od pedagoških delavcev, vzgojiteljev, ker tudi tvoje delo starši postane čisto drugačno, če ti veš, kaj je vzadej. In se pač ne ukvarjaš pol več sam z nekim krivdanjem, kako se otrok obnaša, ampak pač lahko zajameš celotno sliko. Je pa mogoče nekaj podobnega, kar bi priporočila. Je vseeno ena taka res fajn knjiga, je pa od Andreje Poljanec pa od Katarine Kompan-Erzar, Rahločutnost do otrok. Tam gre v bistvu sicer bolj v prvem letu, res kako se skozi nosečnost, skozi porod, skozi prvo leto, ne vem, dojenje, spanje, odnos s partnerjem, tako zelo lepo zaobjame. Pa taka kratka je pa zelo lepo berljiva, tako da jo res toplo priporočam. Hvala, ne poznam, sem vesela priporočila, pa zelo podpiram tisto idejo, da bi tvoja magistrsko delo pretvorila v en priročnik. Se mi zdi, da bi res bilo izjemno koristno. Kakor sem rekla, tudi, ko sem iskala, res se mi zdi, da ni veliko pač virov na to temo. Tudi mogoče kakšna predavanja za starše, sploh mogoče šola za starše. Se mi zdi, da je res to, takrat, ko sem še imela Facebook, no, da ko sem kdaj slučajno, ko sem bila v eni Facebook skupini Podpora za mamice, tista, ki je ustanovila Maja Trupi, so se zelo pogosto pojavljali vprašanja v zvezi z odnosom, postavljanjem meja in z vsem tem. In z vsem tem je dostikrat zadnji eni nepredelani naši vzorci, kar si pa ti zelo lepo povedala, da v bistvu da se date na tem pol delati, razreševati in nam v bistvu otrok lahko tukaj nas toliko nauči, oziroma da nam da lahko tudi moč, ki ga želimo zaščititi, ki želimo, da se to njemu ne bi dogajalo, takrat tudi dobimo eno moč in, kot si rekla, lahko tudi prvič postavimo mejo, ali tašči, ali svoji mami, ali komorkoli. No, mi je res to, da je tudi v bistvu eno upanje neki, lahko res. Ja, pa v bistvu tudi to, mogoče nam da to tudi enkrat prvo moč, da poskrbimo zase, da v bistvu tudi ker mi lahko res otroku dajemo toliko, kar moramo v bistvu tudi sami sebi dajati. Pa to zdaj ne mislim v tem smislu, da se ne bi kdo začel, ne vem, če se upada mogoče z nekimi občutji nevrednosti ali pa pač z nekimi težkimi občutji do sebe, ne bi želela tukaj ene krivde vzbuditi ali kaj takega, ampak vseeno se dostikrat ful osredotočamo na otroka, premalo se pa zavedamo, da res zelo, zelo veliko, kar mi znotraj tega lahko naredimo, je v bistvu to, da zase tudi ob tem poskrbimo. To se mi zdi zelo pomemben poudarjati in nagovarjati. In poskrbimo v bistvu v tem smislu, verjetno si v tem smislu mislila. In če zase, če za mamo, tudi ko smo na porodniški, je to izjemno težko, saj večini mamke, tudi meni je bilo, pa tudi potem tudi, je vsakič izziv. To in verjetno ta, da se razreševanje, delanje na rasti, na vzorcih. Zdaj, mogoče v tem prvem letu bo lahko že dosti, če bomo zmogli poskrbeti zase na ta način, da to sem dala nalogo na eni izmed mojih skupin mamicam, da pač lahko mogoče damo za
vsak dan vsaj za 5 minut se usedemo, tudi če se usedemo znotraj vseh igrač, pa pač probamo sam začutiti sebe, a ne. Včasih moramo začeti delati na čisti, mislim, nam je že to pretežko, a ne, tako sploh se začutiti. Tako da tlej pač zelo velik spekter tega, odvisen na kateri točki si kot starš ali kot mama, a ne, koliko si v bistvu tudi že prej naredil, koliko je mogoče, ja, kakšna je pač dejansko situacija, a ne. Pa ja, seveda v bistvu sploh, da delaš lahko na sebi, da imaš možnost nekega dela na sebi, moraš sploh se tudi ustvariti ta prostor, pa čas za to, a ne. Je pa dejansko lahko tudi to delo, tudi takrat, ne vem, ne, saj so situacije, iz katerih ne moramo iti, a ne. Ne vem, recimo, ko je otrok bolen, pa še po možnosti še starša zbolita, mislim, to so res take situacije, ko v bistvu si prej nismo nikoli predstavljali, da je sploh možno, da se zgodijo in da jih preživiš, a ne, ampak pač so situacije, ki jim ne moreš uiti, ali pa ne vem, ko dojenček joka, ko se ga ne da uspavati, ko, ne vem, se malček vrže na tla, hoče svoje in tako, a ne, v bistvu znotraj vsega tega, a ne, mi potem lahko pač širimo nek svoj boben, rečemo temu boben za frustracijo. Se pravi, da moramo v bistvu zdržati s tem, a ne. In pač včasih moramo začeti zelo nazaj, pa pri zelo majhnih dozah, potem včasih si tudi moramo poiskati neko dodatno pomoč, a ne, pri temu, kar ni nič slabega. Meni se zdi to izjemno pomembno tudi poudariti, da je to en tak odziv ali pa eno dejanje velike odgovornosti in vredno spoštovanja, a ne, tako. To bom, ja, tam sem poslušala tudi tvoj live, zelo priporočam. Prvi si rekla, super, res odličen. Znotraj se omenila, da smo v bistvu prva generacija, ki te vzorce, no, da pač seveda naši starši so bili drugače vzgajani, stari starši, da so večinoma živeli med vojno oziroma so saj čutili posledice vojne, če ne drugače. Naši starši so imeli tudi čist drugačen in ritem in čist drug način, stil vzgoje je bil takrat to, kar so znali, logično, in da smo mi dejansko prva generacija, ki imamo v bistvu čas, tudi možnosti, da lahko drugače, prva, ki lahko presekamo določene, bojo pa naši otroci verjetno tako, ki si tam tudi določene naše. Odpre starševstvo že v bistvu v nosečnosti, ki sem imela, ki si bila ti noseča, da si mogoče malo drugače potem to doživljala, kot kar prej, ki si razmišljala o tem. Meni je bilo zelo zanimivo, ker si se bom malo navezala na tvoje magistrsko, ki si napisala pač, da lahko ne bom čist, me boš popravila ti, ker lahko se kaj zmotim, ampak ja, da lahko določene noseče matere pač en del vedenja, kakor borderline, ena osebnostna motnja in kako lahko s podporo potem čist drugače začnejo in ta moč podpore, koliko nam res to dano. To me vedno znova fascinira. Ja, dejansko. Sam ta slišanost, pa sam ta prostor, da si lahko ob svojih najbližjih, najbolj pomemben ob svojih najbližjih, da lahko si to, kar si in s tem, kar si, da pač si okej, a ne. A ne, tako zelo je pomemben poudariti, da tudi recimo, če si ženska, kot prvo, zelo na različne načine pridemo do otroka, a ne, se pravi v smislu, recimo, če je otrok bil načrtovan ali ne načrtovan, ne bomo lahko to nosečnost že zelo drugače doživljali, a ne. In se bodo ob temu tudi pač druga vprašanja prebudila, a ne. In ni nujno, da če je otrok načrtovan, da bo pa pol to vse tudi potekalo tako sanjsko in mavrično, kakor smo si zamislili ali pa pričakovali, ampak bo vseeno lahko prišlo tudi do občuti, ojoj, pač to je pa res ful velika odgovornost, a ne. Lahko se v bistvu tudi prebudijo določeni spomini na zlorabe, zelo recimo je pogosto to pri spolnih zlorabah, lahko pride v bistvu čez do fizičnega spomina, a ne. Veliko o tem si lahko tudi preberete v knjigi od Tanje Repič, Nemi kriki zlorabe in novo upanje, to zelo toplo priporočam, no, ker res prav o tem govori, a ne, kako v bistvu v nosečnosti se lahko tudi določene travme zbudijo. Obenem pa pol spet, a ne, tudi recimo, če so bile težave z zanositvijo, a ne, spet je pač ta nosečnost lahko popolnoma drugačna, a ne, kot pa mogoče od ene zdrave nosečnice, a ne, potem spet mogoče neko finančno zaledje, a se takrat gradi glih hiša, a je mogoče nek strah, kako bodo finančno sploh zmogli, potem odnos s partnerjem lahko takrat zelo močno pride ven, če stvari niso
urejene ali pa mogoče takrat pride pač do, ne vem, da takrat vidimo, da v bistvu sploh ne znamo čistočen izraziti svojih potreb in želja, ne. Tako da, ja, ta nosečnost je lahko zelo, zelo različno jo doživljamo, zelo veliko se pa da dejansko res samo že s to podporo in v bistvu s tem večanjem zaupanja v žensko samo, da si ona gradi, da pač zmore, a ne, vse, ne glede na vse. Če naše telo zmore graditi otroka znotraj sebe, kar je itak že sam po sebi en tak neverjeten čudež, pol, a ne, sploh recimo tudi pol, ko gremo skozi porod, a ne, oziroma čez porod, lahko marsikatera ženska občuti, če je bil pač porod nekako opolnomočujoč, da sem prav rekla, se pravi, da opolnomoči. Je res en tak občutek, a ne, naprimer tudi zakaj je bolečina tako močna, a ne, je mogoče tudi narejen to malo tako fiziološko, v smislu, da če ti zmoreš nekaj takega, se pravi roditi otroka, a ne, potem veliko žensk lahko pride skozi to izkušnjo, da prav s tem občutkom, da zmore premikati gore, a ne. Na drugi strani pa pač, če je pa mogoče pri samem porodu prišlo tudi do kakšnih sem rekla neuspeha, ampak v smislu neuspeha, da ga sama ženska doživlja kot neuspeha. Ne? Pa lahko tudi v bistvu pride z te izkušnje, ali pa mogoče, če je bilo porodno osebje nespoštljivo, da je posegalo vanjo na načine, ob katerih se ni počutila varno. A ne? Pa v bistvu tudi to pusti določene posledice in moramo pač vedeti, da s tem mi vstopamo v samo materinstvo. A ne? Oziroma pač ja, saj smo vstopili, že v bistvu vstopamo že z odločitvijo za otroka in s tem, ko začnemo recimo skrbeti za svoje zdravje, pa ne vem, začnemo jesti polno kislino, ja. Ja, a ne, se pravi, že v bistvu takrat na en način, a ne, začnemo vstopati v samo materinstvo, ampak hkrati pa ni. Mislim, je pa v bistvu resen tak ta prav vstop, ko ne temu rečemo, je pa v bistvu takrat, ko rodimo in potem, ko se spoznavamo z otrokom. Ampak je drugače, če vstopamo v to z enim občutkom moči ali pa z enim občutkom nemoči ali pa mogoče pa še nekih ful hudih fizičnih bolečin, ne. Ali pa občutkov neslišanosti in tako naprej. Ne. Mi je bilo pa zelo tako, bi rekla, pomirjajoče prebrati, kar si napisala, da v bistvu tudi če je bil recimo porod s carskim rezom, da je lahko pač še vedno tak, da ga ženska ne doživlja kot traumatičnega ali nekaj takega, no, da je še vedno lahko. Mi je bilo tako pomirjajoče to prebrati, no. Meni se zdi pri samem porodu najbolj pomemben to, da je v bistvu, kakšen porod je ta prav. Ja, mi ne moramo reči, kakšen porod je najboljši. Za kogarkoli porod je v bistvu tam, ko se ženska počuti slišano, sprejeto, ja, nekako polnomočeno, varno. Takrat v bistvu pa ne bo to carski rez, ne bo to vaginalni porod, ne bo to porod z epiduralno, ne bo to porod doma, ne bo to pač kakršenkoli porod že. Takrat je v bistvu tisti porod, ko bomo rekli, ok, tak je pač za to mamo in za tega otročka na en način najboljši. Sicer jaz nisem zdaj tukaj z tega področja neka strokovnjakinja, ne, da bi tako rekla, ampak meni se zdi vsem pomembno, da pač ne zapademo v neko idealiziranje, ako ne temu rečem. No. Da zdaj pa samo en način, ker pač poznam veliko žensk, ki so rodile na druge načine, pa so, a ne, kakor si bi jaz mogoče predstavljala, da je prav, ako ne rečem, pač pred 7 leti, ko sem si postavljala v bistvu zelo visoka pričakovanja, konec koncev tudi sama do sebe. In v bistvu ne, pač na koncu je res tako, da se ženska počuti slišano in da v bistvu vseeno je pa pomembno, pač, da je sama porodna izkušnja, da je informirana o tem, pač, v kaj se podaja, na kakršenkoli način se že podaja. Ja, se zelo strinjam s tabo, no. Mi je bilo pa res tako, ja, tako, kot si rekla, res smo si toliko različni in se mi zdi, da tudi pol je res težko, mislim, vsaka zase, tako mora začutiti, kaj je tisto zanjo ta pravo in če ona začutila, da je bilo zanjo podporno, pol je bilo zanjo tisto ta pravo.
In hkrati bi tukaj tudi poudarila to, da tudi takrat, ko porodna izkušnja ni bila ok, se pravi, da jo pusti z nekim občutkom nemoči, se mi zdi zelo pomemben najprej poudariti, da fajn je, da pač tudi o tem govorimo in da vejo, zato da v bistvu bodo prepoznale, ko bo, ne vem, po porodu prišlo do določenih občutitev, je vedela, mislim tako, z informacijami, z znanjem, s tem stvarmi, ki se jih midva zdaj pogovarjava, konec koncev mi gradimo nek zemljevid in takrat pač zemljevid nekih točk, nekih informacij in takrat, ko recimo pride do nekih takih občutij, bo lahko, ok, mogoče pa to tja spada, mogoče sem se pa zato toliko težje povezala z dojenčkom, mogoče pa zato sebe nisem mogla sprejeti v tej novi vlogi kot mama, a ne? Se pravi, da znamo malo pač vedeti, kam bi to šlo, a ne? In po drugi strani, da to ne pomeni, da je to bolj zapečatan, zdaj pa taka izkušnja je bila in je to. Tudi skozi težko porodno izkušnjo se lahko res toliko naučimo o sebi in o tem, kaj si želimo v življenju in v bistvu mogoče je bilo to, ne vem, da je čutila ženska, da bi rabila neko dodatno podporo, pa si jo ni upala, ne vem, izboriti, pač reči sploh za njo, poskrbeti za njo, izraziti za njo, ne vem, ker je bilo pač strah, ker pa mož ali pa partner ni tega odobraval, ali pa velikih stvari lahko v bistvu ugotovi sama v sebi, kako je v bistvu sama pri sebi s tem, da izraz svoje želje, potrebe, tudi mogoče znotraj pač nekega porodnišničnega oddelka, konec koncev. Pač, kaj je tisto, kar je ok in kaj ne. In v bistvu tudi iz tega lahko zelo veliko naredimo. Ni samo pozitivna porodna izkušnja tista, ki bo opolnomočila, ampak lahko, če gremo skozi to izkušnjo težko, tudi na koncu pridemo do neke opolnomočenosti. To želim reči. Ja, zelo pač res tako močno in pozitivno sporočilo, definitivno ga začutim. Ja, hvala za te. Ja, ker dejansko se lahko fule ne krivde pol prebudi, sploh v bistvu ob tem, ko govorimo zelo veliko o pomenu naravnega poroda in dejansko izkuš po porodu, da pa njej ni uspel, da njeno telo ne deluje, da je nekaj narobe z njo, ni nujno, da če se bomo mi ful pripravljali na porod, kar sicer bo najbrž zvečala to možnost, da bo porod šel lepo, ampak ni nujno, ker v bistvu vseeno, meni je moja babca tako lepo rekla, pač porod je nekaj tako svojevrstnega in toliko spoštovanja vrednega in v bistvu mi nikoli ne moramo vedeti točno, kam bo šlo. In lahko se pripravimo na to, lahko z določenimi odločitvami vplivamo na to, ampak hkrati pa v bistvu ta sprejemanje, ki ga zmoremo na koncu, pa prepuščanje pa v bistvu tudi nekaj zelo pomembnega v tem procesu. In tudi sprejeti v bistvu in se odpustiti, da ti mogoče ni rata tako, kot si si želela. Ja, wow. Zase in za svojega otroka. Ker v bistvu je lahko tako, zdaj pa jaz otroku nisem dala lepega vstopa v življenje. Moja prva hčerka je bila rojena z vakuumom, pa sem se pripravila zelo na porod, pa je bilo pač težko. Ampak hkrati v bistvu sem mogla sama pač sprejeti, odpustiti sebi in v bistvu sprejeti, da pač kljub vsemu, kar sem lahko naredila, je pač očitno njena pot taka. In lahko jo na tej poti podpiram, ampak hkrati pa je treba določene stvari odžalvati. Ja, wow. Tudi mene, jaz sem rodila, tudi če prav sem se pripravljala, sem rodila pač z urgentnim carskim rezom in mi je bilo to tudi zelo pač, sem tudi rabila proces odžalovanja in ja, tako da se res najdem v tem, kar si rekla zelo, Tako, ampak ja, hkrati se mi pa zdi tako, ko si ti lepo povedala, da nam, če se pol tega lotimo, pa čeprav je to težko, da je zelo pomembno, da o tem govorimo, pač eni zaupni osebi oziroma pač ali skupini in pač nekomu, ki mu zaupamo in potem da nekako to predelamo in da se res lahko ogromen iz tega tudi naučimo in pač mogoče nekako tudi doprinesemo mogoče ali pač svojim otrokom ali nekako na drug način podpremo, tako vsem s tem. Izkušnja poroda je definitivno pomembna, je pa tudi potem zelo pomembno to obdobje,
in glede mogoče pač seveda naše vezi z dojenčkom, se pa zelo preoblikuje tudi naš odnos s partnerjem, oziroma se čez na nov postav, se mi zdi. In tako, da si lepo pomenil tvoj današnji live odnos, se pravi pol s starimi starši, z našimi starši in se mi zdi tudi odnos s taščo, tastom, če jih imamo. Tako, mogoče boš ti, ki si strokovnjakinja na tem področju, povedala kaj o tem, kaj vse se lahko zgodi oziroma spremeni. Ja, v bistvu že eno je v redu, mi rodimo, pa mogoče za ta čas rojstva, poroda se še mogoče razmišljamo ali pa pripravljamo. Ali pa pride mogoče najprej ta mal šok, na en način ljubezen, neizmerna ljubezen, na drug način pa mal ta šok, da zdaj si pa res popolnoma odgovoren za to malo bitjece, ki ga še previti ne znaš, še komaj prijeti upaš, ker v bistvu so nogice tako majčkene in vse skupaj, da imaš včasih občutek, da boš kar polomil. In v bistvu potem skupaj s tem tudi, pač ko pride do joka in tako naprej. In v bistvu že tukaj se res dejansko začne vse skupaj, vsa pozornost se začne obračati in osredotočati v neko drugo smer, kamor se je prej. In v bistvu tako partnerja, te vloge se res spreminjajo, spremenijo. In recimo, ko ženska prvič postane mama, se v bistvu s to vlogo šele spoznava. In ta tranzicija v mamo je res nekaj tako zelo močnega. In o temu se mi zdi pa, da res dejansko še ful premalo govorimo. Tudi v bistvu o tem, da se sami možgani dejansko po samem porodu, po rojstvu, po nosečnosti spremenijo. Da v bistvu naši fokusi se spremenijo, naša pozornost se spremeni, v bistvu naše zaznavanje okolja. Sploh te prve mesece se lahko recimo vonj zelo izostri, tudi same pri sebi lahko zaznamo, da tudi naš vonj postane drugačen. Potem na zvoke lahko postanemo bolj občutljive, ker je v bistvu evolucijsko narejeno vse tako, da pač lahko zaznamo otroka in se odzivamo na njega, se pravi na njegov dojenčkov jok. In pol kasneje pač seveda tudi to, da če je dojenček velik joka, se mi zdi tukaj spet tako velik spekter tega, kakšnega dojenčka smo dobili v svoje varstvo, ker če dobiš dojenčka, ki ne joka, ki je zelo miren, ki veliko spi, je to materinstvo lahko zelo drugačno kot pa materinstvo otroku, ki veliko joka, zelo malo spi, ima določene druge izzive, mogoče tudi kakšne posebne potrebe, pač so te izkušnje lahko zelo različne. In seveda vse te spremembe, ki je treba toliko zelo veliko v enem letu, v enem mesecu, konec koncev, pa še naprej v teh prvih letih toliko novih stvari se naučiti, naš fokus se pač spremeni in potem tukaj dostikrat res za partnerstvo tudi malo zmanjka. Ker je tudi mogoče vredno povedati, da pač v tem času se ni nujno, da se bova samo oddaljila, ampak če se zavedava, da je to neko obdobje, ki bo minilo, jo lahko tudi starševstvo na en način poveže. Na drugi strani pa v bistvu tudi to, ko se pa glede določenih stvari ne strinjava, ko sva jih prej lahko zelo lepo pač vsak delala po svoje, da se morava pa začeti pogovarjati o tem, kako bova vzgajala tega otročka in priti pač do nekega konsenza. In to se lahko začne že od tega, bo otroček spal v najini postelji, do tega, koliko se ga bo pestovali in tako. Lahko smo si spet tukaj izjemno različni. Pa tukaj pridejo še stari starši, se pravi, če smo v bistvu mi dva zdaj nisva samo več partnerja, ampak sva tudi starša, se pravi, se rečemo temu ena vloga pripne še zraven, najemu odnosu. Isto je v bistvu pri starih starših, če sem bila jaz prej hčerka, sem zdaj še mama, se pravi, mi dva obedve z mojo mamo, sva zdaj mami. In tukaj je res veliko pol odvisen tudi od tega, koliko je spet, kakšen je ta odnos, Meni je bilo zelo zanimivo, da v bistvu se lahko že v nosečnosti, to so delali raziskave, že v nosečnosti, glede na to, kakšen odnos je z mamo, se lahko v bistvu tudi malo preceni, kakšen odnos oziroma kakšen tip navezanosti bo imel tudi otrok. Že v tem, kako v nosečnosti ona doživlja svojega otroka, kakšne lastnosti mu pripisuje in tako naprej. In v bistvu spet, ali je pač z njeno mamo nek zlit odnos, se pravi v smislu, da je pač ima mama res izjemno velik vpliv, rečemo temu pač na to,
kako naj bi njena hčerka vzgajala svojega otroka, a ne? In na drugi strani je ta mama neka avtonomna oseba, ki se lahko odloča sama in se v bistvu na svojo mamo lahko obrača samo pač z neko željo po podpori. A ne? In v bistvu tista mama na drugi strani zmore to spoštovati ali ne, ali v bistvu jo skuša popravljati in jo v bistvu sploh ne dovoli, da bi dobila neko svojo izkušnjo materinstva in v bistvu se konec koncev učila tudi na svojih napakah. A ne? Ker tukaj v bistvu ni vloga naših mam ali pa starih mam ta, da bi nas učile in spreminjale, ampak da nas podpirajo in da imamo ta občutek, da so tam nekje v zadaj in se lahko na nje obrnemo, hkrati pa da čutimo, da nam zaupajo, da mi to zmoremo. A ne? In tukaj spet potem lahko pride do tega, da če te mame ni, ali pa če ta mama ni taka, se pravi, ali da je mama mogoče že pokojna, ali pa če je ta mama pač ni taka kot, ni neka zdrava mama, ne? Se pravi, mogoče da stikov ni, ali pa da so kakšne odvisnosti vmes, se lahko pač ta obdobje izjemno naporna, ker pride res ta praznina in ta hrepenenje, ker je pa zelo naravno, da ženske v tem obdobju iščemo v bistvu nek vzor drugih žensk, ki so to že dale skozi. In če tega na drugi strani ni, je to lahko izjemen stres, a ne? In je pol fajn v bistvu na tem delati in mogoče iskati, kje pa to lahko dobimo, a ne? To podporo. Ker pač včasih so se ženske materinstvo učile ena od druge, a ne? Zdaj pa v bistvu tega zmeraj manj, ker smo tudi tako izolirani, a ne? Še pred časom so recimo ugotovili, zakaj je bilo, naprimer, sploh po mojem, to sicer ni tako velik problem tukaj, ampak naprimer mogoče kakšna Amerika, da dejansko vse, kako bodo pa vedle, kako dojiti, če niso nikoli videle ženske dojiti, a ne? In mi se zelo veliko učimo dejansko prek tega zgleda, pa prek tega, kar vidimo. Ne? Je pa dejansko res, da tudi pa na Sloveniji tega veliko manj vidimo, kakor pa so verjetno včasih. Seveda in zdaj pa recimo lahko vidimo mnogo hčerk, ki imajo potem mame, pač ko dobijo bratca ali pa sestrico, pa tudi fantkov, no. Pol doživijo neko to, recimo mamico vidijo, kako doji svojega dojenčka in pol še svojega dojenčka, igračko predstavljajo v prstine. Ful lepo. Da s tem, a ne, koliko je, ampak je pač starševstvo danes vseeno, a ne. Takrat v tistih časih pač naših staršev se zelo veliko tega nezaupanja polagali v našo zidko, rečemo tako, a ne. Se pravi, da, ne vem, že s samim adaptiranim mlekom konec koncev, a ne, ko so v bistvu bolj priporočali adaptirano mleko, kot pa dojenje, a ne, se niso dobili nikjer te podpore, a ne. Tam sem poslušala tudi tvoj live, zelo priporočam. Prvi si rekla, super, res odličen. Znotraj se omenila, da smo v bistvu prva generacija, ki te vzorce, no, da pač seveda naši starši so bili drugače vzgajani, stari starši, da so večinoma živeli med vojno oziroma so saj čutili posledice vojne, če ne drugače. Naši starši so imeli tudi čist drugačen in ritem in čist drug način, stil vzgoje je bil takrat to, kar so znali, logično. In da smo mi dejansko prva generacija, ki imamo v bistvu čas tudi možnosti, da lahko drugače, prva, ki lahko presekamo določene, bojo pa naši otroci verjetno tako, ki si tam tudi določene naše. Danes sicer nismo tam, kjer bi že mogli biti, seveda je tukaj ful možnosti še za napredek, ampak vse imamo pa več teh možnosti, a ne. In tudi to, kar si prej tako lepo omenila, a ne, da smo te prve generacije dejansko, ko sploh imamo možnost in prostor pač raziskovati neke druge dele sebe, kot pa mogoče sam neka preživetvena, a ne. A ne, to je fajn vedeti, mogoče prek tega malo več sočutja začutiš pol pa razumevanja tudi do staršev, pa do njihovih staršev. Ne. Pa v bistvu mene recimo, ko je bila moja hčerka dojenček, me je stara mama ful velikokrat poklicala, pa me je sprašala, že spi, pa koliko spi. In sem rekla, da se ona dvakrat zbudi, je ona v čisto paniko padla, da njej je pa pediater rekel, da to ni okej. Računajmo, to je bilo 60 let nazaj. In ona se spomne, kaj je njej pediater rekel in mi je povedala, iste napotke mi je dala, kot jih je pediater njej dal. Pa zdaj že mečkam pustim, da se mora pa navaditi. Mene sem je v bistvu na en način prav zasmilila. Tako hudo mi je bilo za njo. Kako jim je mogel biti takrat, mislim. Plus to, da so mogli iti po 3 mesecih v službo nazaj. A ne, to je nam nepredstavljivo. Pa kako se res to
zapiše, a ne, v spominu, pač, koliko je res to nam pomembno, hvala Bogu, bi rekla, in koliko se res pa to zapiše in je še zdaj jemlje nekako kot verodostojno, pač logično, a ne. Meni si tudi prej v videu zelo dober, da v bistvu ta naša izkušnja starši, tako kot si zdaj rekla, v bistvu lahko vzbudi zelo ene take občutke, težke, pa en stran pa lahko prinese do večje povezanosti in z mamo in mogoče tudi z očetom, a ne. Tako, da je res lahko tako, kot se je lepo izpostavila tudi pri partnerskem odnosu, da če smo pripravljeni, je tudi tukaj v bistvu lahko možnost za en nov odnos, mogoče tudi nov pogled, ko smo starši mogoče drugače, kot si rekla, lepo si povedala zelo. Ti kar prepustim besedo. Zdaj se mi v bistvu mislim, po eni strani lahko vidimo, tudi koliko mi je bilo na en način težko. V bistvu pa to, da se zavedamo, da ni zadosti, da sam veliko staršev reče, jaz bom čisto drugačna kot moja mama ali kot moj oče, ampak mi moramo iskati ravnovesje, ker recimo, če mogoče ne jim je bil starš, rečemo naši dedki, babice, da so našim staršem izkazovali zelo malo ljubezni, naprimer, pa bližine, pa da so imeli zelo avtoritaren pristop. In pol, če bo naša mama ali pa mi, a ne, če bi šli pa pač, ok, jaz smo pa čez kontra, gremo mi lahko pač v totalno permisijo, a ne. In bo to tudi, ker pač nimamo tega ravnovesja in dejansko vse starševstvo je v bistvu iskanje ravnovesja. In znotraj tega tudi se mi zdi, no, po eni strani je tudi precej naravno ali pa normalno, da malo zaidemo v eno skrajnost pa v drugo skrajnost. Sam pomemben je, da znotraj tega procesa ostajamo zavestni. Da pač vidimo, ok, kam to pelje, mogoče pa tole meni ni čist, a ne, nisem hotela tja, pa sem zdaj kar tja prišla. Tako, da se tega res zavedamo. Si me pa vmes bolj dobro spomnila to, no, ta telesni spomin, a ne. Mi se ne spomnimo, kako so delali z nami, ko smo bili mi dojenčki. A ne, recimo, pač mi se ne spomnimo, če se nas izjokavali za spanje, recimo, a ne. Ampak v bistvu naše telo se pa tega spomni, a ne. In v bistvu lahko recimo ob joku dojenčka lahko pride zelo velike stisk staršu ven, zelo velike nemoči, strahu, ali pa na drugi strani neke otopelosti, da se sploh pač, ne vem, na ta jok ne odzove, recimo tako. Čeprav tam bi šlo že mogoče v neko drugo skrajnost, da bi govorili tudi o depresiji, a ne, tam, ko v bistvu res mama ne zaznava sploh dojenčkovega joka ali pa se ne zmore sploh nanj odzivati. Ampak to so tisti deli, ker na to bi se navezala, ja, da v bistvu tukaj pride do teh triggerjev, ki nas trigirajo, lahko že od dojenčka naprej. A ni nujno, mogoče se nam pa v tem obdobju dojenčka to ne bo dogajalo, pa se nam to začne dogajati, ko otrok začne, ne vem, imeti izbruhe čustev in ne vem, trmo in tako naprej. A ne, to je ful odvisen, kako smo pač tudi mi nekako rasli in takrat, da vemo, da ko pride nek trigger, načeloma nima toliko zelo veze z otrokom, ampak več z nami. In takrat imamo pol to, tukaj pridemo do te rasti. In tukaj v bistvu na to sem jaz ciljala, a ne, pač tudi svojo magistersko nalogo. Ja, mislim, da si to lepo povzela. Mislim, da si s tem stavkom, da je tak primeren za zaključek. Res. Tako, kot si rekla, s tem si začela in s tem si povzela bistva. Mogoče še, a se ti zdi, da smo kaj pomembnega izpustile, ali če je še kaj tazga, kar bi želela predati? Ja, jaz mogoče evo, to mi ostaja, da ne bi rada, da ostane na neki ravni besed samo, ampak jaz sem pol nekako skozi to svoje delo pol ugotovila, da dejansko do mene je prišla masaža dojenčka, ne, in v bistvu tukaj sem ugotovila, koliko dejansko res lahko starše podprem čist prek nekaj konkretnega. Se pravi, da gremo lahko skozi vse te stvari, pa se jih mogoče sploh ne zavedamo, ampak ko imamo mi nekaj v bistvu konkretnega, kot dotik je, a ne, lahko marsikaj v bistvu s tem tudi naredimo, a ne, da ne ostane samo na ravni besed, pa na ravni tega, da beremo, pa razmišljamo, pa delamo, pa govorimo, pa se pogovarjamo, kar je vse super in ful pomembno, ampak da v bistvu tudi konkretno najdemo neke načine, kako se res povezati z otroki in v bistvu kako tudi, ja, da imamo pač neko orodje pri sebi, ki je zelo preprosto, ki imamo vsi roke, deloma, a ne, in v bistvu prek tega lahko tudi naredimo en korak naprej, tudi kar se tiče same rasti, no.
Jaz sem ugotovila, da je to zelo podporno, ker pač zelo hormonsko tudi vpliva, tako da jaz res vse spodbujam, a ne. Starševstvo ne bo, jaz sem mislila, jaz zdaj v zadnjem času, ko sta moja 2 otroka stara, hčerka gre pod 7 in zdaj ugotavljam, da ti strek mogoče ni tako neresničen, ker sem se po njenih 2 mesecih mislila, da bom enega gospoda, ki mi je to rekel, da mu bom, ne vem, eno premazala. Rekla, je rekel, majhni otroci, majhne težave, veliki otroci, velike težave, pa zdaj, no, rečemo izzivi, pa zdaj ugotavljam, da res dejansko vedno nekaj novega pride in to je življenje in je čisto okej, da je tako, a ne. Ampak ja, da pač se zavedamo, da to je ta pot in da ni z njo nič narobe in da stopamo po njej, je pa fajn, da res ne smemo pozabiti znotraj tega se zabavati, sprostiti, si odpustiti, da smo čisto okej taki, ki smo tudi, če smo malo zmešani na čase in da pač ta pristnost, ki jo lahko damo otrokom, je, a ne da jim pač pokažemo, da lahko živimo sebe, no, to. To na kakršenkoli način. No, to se mi zdi res, res pomembno. Ne se zatakniti samo o tem, moram delati, moram raziskovati, moram rasti, moram vse to, ampak res, da pač samo tudi si in da je tudi čisto zadosti in se sprejmeš tudi s svojimi napakami. Ja, nimam kaj za dodati. Kako lep zaključek. Res. Hvala ti zelo, zelo. Jaz sem izjemno uživala v pogovoru. Res, nazaj sem kar brez besed malo ostala, ful mi je bilo fajn, res sem počaščena, da si se odzvala, pa res, ful koristnih informacij, ful si potolažila, tako res mislim, vmes take izjave za ful kvotov, tako da. Pa za predvsem za to, da je nam lažje, no. To je pa tisto bistvo. Jaz sem to ful začutila, verjamem, da bojo tudi drugi poslušalci, poslušalke večinoma. Ja. Hvala, Polona, ful hvala res za povabilo. Jaz sem tudi izjemno uživala, mi bi tako lahko tukaj klepetali še zelo dolg. Še kdaj. Me hčerka čaka. Ja. Hvala vsem za poslušanje in se slišimo kmalu. Lep pozdrav.